grem jaz z Bečanom, Porento, s Kovačičem, mi gremo prve 2 km, 3,30 na kilometer, pa še ena višinca napeljan. In tam je srečam zid, puf. Pa zgledal sem normalen, vsi so mislili, da sem normalen. Pač nič, mene pa noter žre, razjeda, tresem se, vroče mi je, srce mi razbija. Tekmo sem oddelal, pa pač sem mogel obvezno nazaj. Bolniška, spet mesec pa čez poletje, nazaj na tablete, da spet primajo. 2021 tret, 2022 drug, 2023 sem rekel, zdaj pa treba zmagati. Na vse ali pa na tudi tek v naravi, definitivno sprehod v naravi, to vse pomaga. Če ti malo pogledaš okoli sebe, ne da gledaš samo dol. Drage dame, dragi gospodje, dobrodošli v podcast Zagret za tek. Tole moje ime je Marko Roblek. Ja, dajmo reči, da bom danes malo manj kašljal, zdaj prišel suh zrak v naše konce. Mraz je, ja, slih prav, všeč mi je to vreme. Ni zime za eskime, tako in zato danes kličem kam. Ja, v Bohinj, seveda, se razume, da pravega Gorenca, da pravega Bohinjca. Z mano je Primož Piškur. Primož, živijo. Zdravo, Marko. Kakšno je kaj vreme v bohinjskem koncu? Danes še mraz, jutri se pa že obrne, evo, spet. Pa tako fleten je bilo, ne vem, kako ti prenašaš mrzle zimske jutranje temperature, ampak meni so simpatične, posebej, če je tak suh mraz, pa če je fajn jasno, pa sneg škriple, vse lušteno, ni? Meni zakon, mislim, sneg, mraz, pa suh mraz v bistvu, ja, to je res. Pa drev je, pogledaš sneg gor, top, res kulisa, vse ne možemo videti. S tem smo mi, ki smo malo starejši, gor rasli na zadnja leta, zadnje zime, to pogrešamo in jaz sem prav vesel, z veseljem sem odmetal ti sneg, sem rekel, da bi se le obdržal nekaj časa, pa kot praviš, ne, bo to bolj kratkega veka, do kam se je spustilo živo srebro v Bohinju, pa koliko snega vam je nametal? To je -11, mislim, da včeraj zjutraj, ja, -11, oziroma jaz sem vstal v 8, no. Recimo, da je bilo takrat, da je bilo majhen hladnejše, mogoče prej, ja. Tako da snega pa bolj malo pri nas. Ja, kaj to pomeni? 10 cm, 12 cm v dolini, slabo. Tako da škoda, pa vrš suh tak. Za nobeno rabo praviš, ja. Taj proge za izrihtali tekaške, pa ne morajo premalo. Ja, kar se temperatur tiče, pa snega, na koncu imeli Ljubljančani več snega, kot mi, recimo, v naših koncih ga je bilo enih 25 cm. Temperature so bile včeraj tam okrog -10, kot praviš, potem sem se zapeljal malo niže proti Kranju, tam je bilo pa že skoraj -15, ne. Te kotlinci očitno, ne, imajo radi nižje temperature, zato da lahko pač končno preluftajo svoje peči ali toplotne črpalke, karkoli. Mi, ki smo malo višji, smo bolj preluftani, imamo zgodaj sonce, pa nam tudi to ni dano. Ja, snegom je tako, kot praviš, čeprav ti si ljubitelj belih ravnin in strmin, kako bi temu rekel, si ljubitelj teka na smučeh, ja. Tek na smučeh, ja, to mi zelo, zelo rad počnem, to je v bistvu. Ja, pa tudi tečem rad v hrib, z derezicem v snegu, to mi je tudi nekaj zelo super. Z derezicem v hrib, ja? Ja. To ti je všeč, takrat, ko je fajn zagrabiti, ampak mora biti malo pomrznen, ja, let, let, recimo, pa je sam išeš let s tem derezicem, to tako grab, to je zakon, res, pa škripa pod nogam, super. Ko se mi je dal prvič gor, super je bilo po klancu gor, potem sem se zapodil po klancu, dol sem se skoraj ubil, jasno, ker imaš občutek, da boš moče majčkeno zdrsnil, pa nikamor ne zdršneš, ne, in potem te koleno zablokira in greš na nos. Primož, evo, veliko stvari počneš ti, derezicem v hrib je samo ena od disciplin, ki jo neguješ in prakticiraš. Bom zdajle za najino občestvo, posebej za dame, ki te ne poznajo, pa za one konkurente, ki še niso te gledali v hrbet, povedal in te predstavil, kdo
si Primož Piškurje, z mano 34-letnik iz Bohinja, kot sem že dejal, nekdanji nogometaš, ki pa sedaj rad teče in ne samo teče, rad hitro teče na cesti, v hrib, po trejlih, na smučarskih dilcah, ja, celo na rolkah. Ja, zmagovalec Gorenjskega pokala, oziroma pokala Gorenjska, moj planet v lanskem letu, zmagovalec številnih tekov na Gorenjskem in po Sloveniji in vedno bolj tudi trelaš, ki je med drugim dobil tudi zadnjo veliko dirko, najkrajšo razdaljo na Obala trailu na koncu sezone. Mož in oče dveh otrok, ki je medalist državnega prvenstva v krosu, sicer pa serijski osvajalec koronc na Stravi, ja, in seveda rekorder razvpitega in vsem znanega blejskega razglednega traila. Ja. Kaj sem pozabil? A sem kaj pozabil, Primož? Pomembnega. Pa, to je večinoma to. Ja, kar lepo si zaokrožil. To bo razdelala, to bo zdaj seveda razdelala. Ja. Čisto ali ne, do alineje. Povej mi najprej, na cesto tudi greš, v Konjicah na državnem prvenstvu 10 km ti je zmanjkalo. Koliko do medalje? 1 sekunda. Ja. Ja, imel sem tistega, ki je v tretji tudi že kot gosta v tej oddaji, ampak daj mi, evo, to dirko mi moraš mečken razdelati. Mislim, državno prvenstvo 10 km, tam ne bi prišli, pač vsi te hitri fanti. Zdaj, ti si bil prvič na tem prvenstvu, ali kako, ali si bil že kdaj prej? Drugič, ja. Že drugič, malo si imel gledano konkurenca tudi tebe najbrž, ne? Povej mi, kakšna je bila taktika, kaj si takrat zastavil in pričakoval? Jaz sem šel čist na oseben rekord, državno prvenstvo v Krjavu, trener, pa pač cilj oseben rekord, to je bilo to. Cilj je bil 33 minut, približen, toliko da ja, na koncu je v bistvu uspel, ja, toliko sem si zadal. Bilo je pa tako, da nisem konkurence gledal, kdo je tam, res samo oseben rekord. Pride, lasta sem videl Kube, pa se pravi Jakob Medved. Mladi Medved. Ja, ona dva sta šla posebej, jaz sem pa na tretjem mestu tekel, beden spredaj, sem rekel, fajn, dober, tretji kilometer, za mano en zadihan, pride, ne vem, za naložko dihova, je bil pa ta Ivan Peskovski. Pa me prehtu počas, pa jaz probam njega ujet, minerata, vidim ga skozi, pa prije za mano Blaž Orešnik, tam se je začela že proga po 5 kilometru spuščati, pa mi dva, nič on me vpraša, kaj pa imaš ti, a greš na oseben, sem rekel, ja, oseben, je rekel, pa še malo stisnila, tako da sva skup probala njega loviti, je rekel, zadnje 2-3 kilometre, je rekel, to bo pa težko, ki je samo nadol, nava mogla in pač jaz sem videl, mi da so zdaj 4-5 bila, na tekmi. Zdaj pa, ja, prideva v cilju sva šprintala, nekako sva en drugega vlekla, jaz sem bil v bistvu zato njemu hvaležen, s tem sem še par sekund dobil, na koncu pogledam uro, super, 5 mest, sekundo za njemu, mi ni bilo nič taga, vse, no pa zvem, kasneje, da je bil pa, ni mu nekak status urejenega, kako je bilo z Ivanom, in ni bil za državno prvenstvo, in ja, pač sem padel na četrtine za tisto sekundo, ki po mojem mnenju, če bi jaz to vedel, sem mu še tist, ampak nekako mi je en fair play govoril, da mi je pomagal do tega rezultata s tempom, da mi ni treba pa zdaj na vse ali pa nič. Tako da ja, žal, ampak se ne obremenujem, jaz sem dobil rezultat 33:06, zame zelo dober, tisti sem si zadal, je bil, trenirali smo dobro, tako da to je to. Ivan te je zafrknil. Ivan, zakaj se nisi prijavil državno prvenstvo? Ja, zdaj pa lesena medalja za Primoža, mar bil 5, ne hecam se, seveda. Se je to že zgodilo, se spomnim, pač pravila so taka, moraš biti v klubu, a ne, klub te mora prijaviti, če nisi, si lahko tudi zmagovalec, se je zgodilo tudi že, da je kdo zmagal, pa potem ni zmagal in tako naprej, kar se meni zdi mogoče malo hecno, no, ampak imamo
Tako, Aha, če so pravila naprej znana, pa če se nekdo pač ne prijavi v državno prvenstvo, prostovoljno pa ve, da se je za to šlo ali pa se ni pozanimal, ja, smola pač, a ne? Smola, 33:06, vrhunski rezultat, zdaj vseeno, ne, boš še kdaj poskušal na državcu, a ne, mislim, te ja. odprti računi. Ja, ne vem, bolj me vleče v trailer. Zdaj, letos sem bolj posvetil 30 km, neka ta še zmer hitra, našponana trasa, večinoma imajo vse ta glavne prireditve v Sloveniji, 30-ko, traili, se pravi nekje 1500 višincev, 1000 do 1500, tako da bolj v to, no. Zdaj sem prvič na knap trail, pa je bilo kar... Dobro si šel, dobro si šel. Ja, glede na vse težave, ja, ampak ja. Kaj se je Je bilo- zgodilo? No, daj povej, ja, evo, to je bilo 2 tedna nazaj, otvoriti lani sem bil tam letos, žal nisem uspel, ker sem bil v tujini, pa sem spremljal nadaljavo, pol malo pa rezultate gledal, vem, da ste imeli grozno vreme, ja, Ja. po tistih trbovških kuclih gor, pa po tistih drsalnicah je pa to poseben izziv. Daj mi malo povej, kako si pa to dirko doživljal. Ja, nič konkurente sem poznal, preveril vse, kjeri so. Na koncu sem bil za tem vsemi, ki sem jih imel nekako za vrhunsko uvrstitev. Pa pač ja, začnemo, super, v redu, pač jaz grem prvič na tako tekmo, tako dolgo, 30 km, 1600 višincev. Ja, ko je vidim s palcem, ne znam v bistvu s palcem teči, zelo malokrat sem za trening sem probal pred to tekmo 3-krat, in sem v bistvu palce čisto narobe hodile. Nisem jih znal držati, narobe sem se napakiral, vodo sem čuden, res, to je bilo slabo, no. Premalo sem pil, pa v bistvu so pa krči prišli, in so me čist, to je bilo že na zadnjem vzponu, obojne noge krči, meča, stegenske, sprednje, zadnje. Pa jaz sem pa čakal na spust bom nekaj naredil, jaz spustiti znam, grem na vse ali pa nič. Ja, pa nisem mogel, no, to je bilo najtežje, a ne. Vmes je pa še Lucija prišla, a ne, kar kočme mene, proti zadnjemu vzponu, v bistvu majčkeno prej, pride za mano, me prehiti, pa jaz tako, bravo, Lucija, to, a ne, jaz jo probam slediti, grem za njo tistih 100-200 metrov v hrib, pa pol ona reče, ja, sej, ti greš lahko naprej, če hočeš, jaz pa ne morem. Pa je bil pa spust, ja, pa se me na spustu jaz, ona spet mene v klanec, na spustu jaz, potem pa adijo, tako da je bil en matran, no, še dobro, da sem v cilj prišel, tako sem rekel, da moram poborbati. Tako da sem na koncu zelo zadovoljen, no, pa dobil sem pa super izkušnje, v bistvu nekaj sem se z tega naučil in to zdaj naprej nisem, upam, mislim, da mi je sigurno pomagalo naprej. Ja, toliko napak ne moreš narediti na naslednji dirki, kot si tokrat, ja. Ja. Ampak, ja, evo, pa sem rekel, imam končno enega dobrega cestaša, enega od tekačev, ki grize tam zunaj, pa še ta, evo, nam bo zdaj všel v trele, Bog pomagi, a ne, pa lik dobro smo se ga navadili zmagovati, ja, na cestnih dirkah, a ne, zdaj bo pa on šel na gozdne stezice, pa si rekel, vi pa griste asfalt. Zakaj ta, ok, preden greva vso tvojo, ne tako dolgo zgodovino, ampak pestro, da ti šest, zakaj te vleče v trail? Vem, da si doma v Bohinju in tam je pač trail tisto, kar počneš, če malo laufaš, itak sestavni del vsega, ampak vseeno, zakaj trail dirke? Ja, no, jaz sem začel teči, v bistvu traile, te gorske, nekako uspenil sem se na hribe tukaj, Koliške, Rudenca, Vogar, Stodor, te razgledni hribi, v Bohinju, Rožnova koča in mi je to nekako bilo fajn. Pa jaz grem ne vem, sem šel eno tekmo, v Ribenco sem šel, prva tekma, zmagam, pa v bistvu, pa ta državno prvenstvo Ratitovec gor,
ki mi ni glih ustrezala, preveč višincev, v bistvu kratkem času, nisem za to pripravljen in sem šel jaz iz strave, zdaj bom pa jaz nekaj naredil, na stravi, kronce, gor, dol, tako smo malo med korono, majhen borbal, je bilo fajn. Ja, in tam prve 3 kilometre grem jaz z Bečanom, Porento, s Kovačičem, mi gremo prve 2 kilometra, 3,30 na kilometer, pa še benih višincev naredili. In tam jaz srečam zid, zelo hiter in gor. Sem se vlekel, to je bilo pa tako v bistvu težko, ja. No, v glavnem prelečil se do cilja, super, zmaga zame, realnost, nerealna, tla padel. Pa sem pa jaz v bistvu nekako predelal, sem rekel, jaz pa rabim neko hitrost, tudi za klance, tudi za hribe. In sem kontaktiral Adi Olimpik, Tomaža, in v bistvu sem mu razložil to, gor dol se midva dobiva, jaz sem hotel nek nasvet, ne vem, kako se hitrost trenira, nisem vedel, nič, jaz sem vsak trening šel prej napohan. No, pa sem pa v bistvu kar nekako padel noter, proces treninga, nekako sploh nisem šel s to mislijo, se z njim udobil, da bi jaz treniral, ampak ja, sem začel trenirati, pač potem vsak dan, strukturiran trening in se je začela hitrost pa je nabirati, ja, v bistvu pa skozi ta, če na hit povzamem, gledanje na uro, pri cesti, pri ravninskih tekmih skozi gledati, tok, pa vsak dan treningi, družina, trening moči, ne vem kaj še vse, razne regeneracije, masaže, no vse to je fajn, ampak ja, pa je raztegovana, časa ti veliko vzame, in se mi zdi, da sem bil malo, vse skupaj malo, tako, malo sem mu dost, nekako se nisem tle več počutil in me bolj srce mi je povlekel v trejle, v naravo, v gorske teke, in ja, pač je bilo čist enostavno odločitev. Tako da gremo za srcem, treba je poslušati sebe, telo, kaj ti pravi, zdaj pa ja. Lepo si orisal, ja, ta tvoj prehod, začel ja, kot bohinjec, jasno, kot trelaž dan današnji, bi temu rekli, ali pa hribovec, ali pa človek, ki rad leze po hribih pa po gmajnah, ja, se vmes pač silom prilike spustil tudi na cesto, da se vračaš nazaj na trail, ampak nekaj drugega me zanima, jaz sem prvič zate slišal, ko mi je kolega rekel, na Bledu, mislim, da je bilo med korono, daj preverim malo piškurja, enega bohinjca, to je pa poba, ki Zupančiču jemlje kronce, pa se rekel, čak, če pa jemlje Zupančiču, manj Zupančiču kronce, vem, da njemu to zelo veliko pomeni, pa da ima cel bohinj prepreden s svojimi segmenti, če je prišel nekdo, ki mu je kos, ta pa zna biti kar zanimiv, ampak do takrat zate nisem slišal, te nisem poznal, odkje je Primož Piškur prišel pravzaprav v tek, bom rekel, pa v tako dokaj hiter tek, to je že kar malo hitrejša rekreacija. Vem, da si v nekih statistikah, da si bil član enka bohinj, se pravi, nekaj si brcal kot mulc, koliko zares mi boš povedal, pa kje je bil potem ta prehod v ta pravi vzdržljivostne športe? No, ja, je zgodba v bistvu, ja. Ja, nogomet sem treniral vse skupaj 12 let, začel se je s temu, kot v bistvu v osnovni šoli sem bil tudi med boljšimi na teh 600 metrov, pa Cooper, sem bil smer med boljšimi v paralelki, ampak nisem nič poudarka na to, da pač to je bilo treba narediti za karton, to je to. Pa nogomet, ja, od 9 do 14 leta, 5 let, potem kar nekaj pauze, do 23 leta, po 23 do 30 leta, potem prnaka bohinj, pa Bled bohinj vmes. In pa smo vmes postali dvakrat gorenjski prvaki, 2016, 2017, 2018, 2019, mi smo šli v tretjo slovensko igrati, tudi nek uspeh je kle bil. To je bilo to, pa sem pa rekel, jaz imam zdaj dost, pri 30 letih, konc fuzbala, pa rojsten dan sem mu 30, naslednji dan, ni tako smo ga, čas smo ga kar dost popili, pa mene v službi naslednji dan vas mačkas narobe,
me pa neki butne v dozadje, kar od enkrat, tako rečem, glava, začne mi srce utripati, vrti se mi, megli se mi, mravljince po celem telesu, kot da bom skupaj padel. Ja, in pa je v bistvu to, ja, smo šli v zdravstven dom na infuzijo, da je mogoče zaradi zastrupitev z alkoholom. Pa sem bil malo bolj in kup matran, da nisem skupaj padel, skozi težko oči odprte imeti. Ja, pa se nekako to štima za par dni, pridem v službo, jaz par dni se vzamem prej, pridem v službo. In ja, se to ponovi. Spet v službi, spet se slabo počutim, šefu samo pelme v bolnico, direkt na urgenco, direkt, kaj narobe, zdaj srce, težko sem dihal, skozi sem bil skozi bi pil. Ja, tam rečejo, da ni nič, da vse je v redu z mano. Meni je bilo jasno, kako, če nekaj ni v redu, nisem pač verjel. Ja, in spet nekaj časa mine, grem v službo, to se je vleklo na 2 meseca, spet sem ene 2-krat v službe všel, hitro domov, ker tam se varnega počutiš. In ja, pa en dan se zbudim zjutraj, se ne moram, tako rečem, skoraj premakniti, pogledam našo, ulil se iz mene, sam jokal sem, v glavnem. Ja, sem šel v zdravstven dom, smo šli po eno radovco spet. In sem rabil pomoč, se pravi, drugega zdravnika, drugega strokovnjaka, se pravi, psihološko pomoč, ker ni bilo nič fizičnega narobe z mano. In je bilo pač jaz z glavo. Zdaj, ne vem točno zakaj, v bistvu so mi diagnosticirali panične napade. Nekako, ja, to je taka psihična bolezen. Pa ja, dobiš tablete, ti si ves narobe, tam ti reče, tableti primejo čez 14 dni, 3 tedne. Te še dodatno čist putre, daj mi nekaj, da okoli prijel hočeš, Ja, ni, ne obstaja. Ja, pa tako naprej. Pa smo pa pač, se je bolniška se je podaljševala, skozi, kdaj boš dober, čakaš, ker ni, to je dolgotrajna stvar. Se nekako probaš sprijazniti, da to tako je, da bo že minil počasi, mi pravi vse hitro, ampak to pač ni šlo, Prej bi jaz vse na hitro, prej mogoče bilo to narobe, ker sem gledal skozi nazaj, naprej, nisem pa živel zdaj, prav zdaj, tako ko sva zdaj mi bila klep se zgovarjala, to je to, In ja, skozi sem gledanje, pa mogoče še alkohol zraven, oziroma verjetno kar en velik faktor, ja. Ja, in pol je pa prišlo pač do te spremembe, ja. Vmes so bili vzponi, to se je vsak dan malenkostno izboljševalo, zelo težko je bilo. Si prišel že na bolj, greš tako gor, pa kar od enkrat, dol. In te totalno, mislim, zelo psihološko je zelo težko, pa je spet, spet moraš plezati z tega brezna. Pa ja, pa klasika, vsi ti govorijo, pomisli na otroke gor. Takrat te pomisliš na otroke, nič ne pomaga. Prav čuden je, to je tak grozen občutek. No, pa smo pa šli, pa začeti v hribe hoditi, počasi v bistvu se oddaljevati od hiše, razbil sem še agorafobijo, to je pa strah pred odprtimi prostori. In ja, počasi otroci so bili malo na počitnicah, tudi čez poletje je bilo to. Smo malo hodili po 50 metrov, 100 metrov od bajte, že to je bilo težko. Pa s kolesom počasi, ne vem, pogledati fuzbalerje, kolege, ki so igrali tekmo do njih, en polčas mi mogoče ratal, pa hit na kolo pa nazaj do njih. Tako sem se počasi na špago dajal, pa zmer bolj stran od hiše. In ja, nekako mi ratal to, pa sem pa začel v hribe hoditi. Z enim kolegu z Bohinja je malo pokazal. Pa je šlo pa to naprej v hitro hojo, pa pes zraven mene, seveda, pes mi je zelo pomagal. Pa smo pa začeli teči v hrib, zmer hitreje, se pravi nekako hiter, gor bi rekel, pa hiter domov, mogoče to neka povezava tule. Da se mi je mudil domov, zdaj sem šele do tega prišel mogoče.
Ja, vse ostalo je pa poj nekako, ja, zgodovina, oziroma poj pa peljati tako naprej, ja. Ostalo Um, si preberite več na spletni strani. Ja, ne, ne, ja, izjemna zgodba, primaš, kar šokiral si me, a ne, nisem vedel, da je bilo tako hudo, slišal sem par stvari, pa sem rekel, boš povedal, kar boš ti sam, pa si ja, z veseljem povem to, zelo ja. odkrito zdajle razložil situacijo. Me pa zanima, rekel si, bil si aktiven nogometaš, jasno, Ja, hodil si v službo, imel si družino že v svojih 20-ih, ne, nisi še 26, ja. 35, ja, pa imaš že otroke, ne vem, 8 let, 6 let stare, kar za, bom rekel, moža, kar je tvojih let, dan današnji je bolj redkost kot pravilo, No, nažalost, no, in rekel si pa, da se je to pojavilo praktično tam pri tvojih 30 letih, si že prej zaznal, bom rekel, kakšne simptome, znake, tako, bom rekel, paničnih napadov, agorafobije, kot si ja. omenil in tako naprej. Ali je bilo to bil nek preskok, nekaj, kar se je zgodilo zaradi nekega triggerja, pa je potem vse za sabo potegnilo? Ja, poj pomisliš, no, kaj bi bilo, ali sem prej znake preslišal. Ja, sem jih, ja. Ja. Aha, Sem šel enkrat vmes, v službi sem bil pol leta nazaj, pa nekaj čuden mi kle, kar da imaš neko aritmijo, nekaj čuden ti utripa. Šel preveriti v zdravstven dom, sem takoj šel na EKG, vse v redu, vse super, ok, pomirjen, nič takega, gremo naprej. Kakšnega spit, pa je to. No. Tako nekako, no. Pozabiš, preslišiš sebe. Zdaj pa dejansko poslušam svoj telo fejst, no. To je zelo pomembno, nekako pri vsemu, no. Pri športu sploh, no. Tako da ja. zdaj, rekel si, dobil si zdravila, jasno, ne, Ja. ki so tvoje pač nevrološke in psihične težave umirjala, ampak so to zdravila, ki jih moraš še vedno imeti, so to zdravila, ki so trajna, ki jih imaš pri Ja, roki, ali so ja. to ob napadih, kako to izgleda? To je v bistvu, ja, jaz imam antidepresive, se pravi, Ecitara, drugače, no, če kjer ga zanima. Se pravi, po tableto na dan, zjutraj vzamem. To je to, da sem pa dvakrat že probal nehati, dvakrat je bilo to zdaj to v bistvu tako med tekaško kariero, če lahko temu tako rečem. Sem nehal junija, glih takrat sem pa zmerno 5 let zapored, zdaj malo več tekam. Pa ja, in dvakrat ni ratal, v bistvu jaz sem bil na tekmah, marsikjer konkurent, tekmovalec ne ve, da sem v take hude težave, pa na tekmi tudi, ampak sem nekako dal čez. Pa je šlo, no, ampak ja, tekmo sem oddelal, pa pač sem mogel obvezno nazaj. Bolniška, spet mesec pa pol čez poletje, nazaj na tablete, da spet primajo. Pa sicer tudi vse, kar pa stala ta bolniška čez poletje, ker na šihtu ful vroče na terenu, tako da, ampak nisem bil sposoben zadelati, ja. Ob temu pa še trenirati in je v bistvu to bilo res kar velik stres. Ja, dobil sem pa zraven tudi to, Helex. Helex predpisujejo zelo velikim ljudem, no, sem izvedel. In tega sem se pa izogibal. V bistvu, jaz sem raj pretrpel, ker sem vedel, da ta tablet zelo zasvolil. Tako da, to je bilo to, ja. Imam jih pa še zmeraj pri sebi, če slučajno pride do kjerga, da tisti če, tako da se počutiš nekako bolj varen. Ja. To je tista stvar, ki pa zagrabi malo hitreje, pa te lahko prav nazaj, recimo. Res, ja. Pa ponavadi sem zaspal, če sem to vzel, tako da vsaj tiste pol urce je bilo normalen nekako živeti, no, pa drugače ni bilo. Pa so ti psihologi, zdravniki in vsi ostali strokovnjaki znali raztolmačiti, povedati, zakaj recimo je pri tebi ta bolezen izbruhnila, kaj je vzrok le-te, je to kakšen, rekel, je to prirojena stvar, se to razvija skozi leta, je to stresno. Zanima me predvsem zaradi tega, ker marsikdo ne pozna, rekel,
tega vsega diapazona, rekel, duševnih in bolezni, motenj in tako naprej, ki so nekatere lahko, bom rekel, povzročene zunanjih, bom rekel, instigatorjev, druge so lahko izhajajo iz tebe. Kaj je tvoja bolezen, bom rekel, zakaj je tvoja bolezen prišla na plano, zakaj si jo pač pridobil? Ja, to je res, mislim, najprej, da rečem, tega je zelo veliko, se verjetno vemo, vsi raznih bolezni povezanih z glavo. Jaz niso znali povedati, no, ne vejo, nekako ti grejo zmer, te vprašajo, kako je bilo pa otroštvo, pa te stvari, pa jaz sem super otroštvo, ne vem, če sem kakšno čez red, da je dobro, sem zaslužil, veš tako, Nič posebnega, nič, tako, pa ne. Jaz bi rekel, da ne, sicer veliko je v nezavedanem umu, zdaj s tem ven zbrskati sami ne moramo, oziroma ne bi bile neke tehnike pa lahko, ampak ne vem, jaz bi rekel, ne živeti v sedanjosti, tako sem prej omenil, gledati naprej, kaj bo jutri, pa kaj je bilo včeraj, pa zraven alkohol. Nekako, nekaj takega, jaz ne znam razložiti, kaj bi do tega privedel. Točnega vzroka tudi zdravniki niso našli. Tako da še zmeraj se nekako dnevno pridejo določene ali pa tedensko sreč minute, ki so res take slabe, ampak s tem se moram nekako naučiti živeti, sem se sprijaznil in to je to. Tako da. Meni so agorafobijo, mislim, to bi tudi fascinantno. Človek, ki je zrasel zunaj, praviš, v gmajni, na prostem, je zadobil pač strah pred odprtimi prostori. Je to povezano s tem, s to osnovno boleznijo, ali je to kakšna druga pridružena motnja? Ja, razvijaš to, agorafobijo se razvija iz te panične motnje, paničnih napadov, oziroma ti strah pred zunanjimi prostori, se pravi, ali pa to so pa še razširili na strah videti v množici ljudi, ne vem, se pravi koncerti, trgovine, in to je v bistvu meni vse nekako povzročalo en tak beg, tako je dal beg, gremo hitro nazaj, tam je varen prostor, ali pa sem se probal nekako v družbi zadržati, pa zgledal sem normalen, vsi so mislili, da sem normalen, pač nič, mene pa noter žre, razjeda, tresem se, vroče mi je, srce mi razbija. Prav čuden za okolico, ki ne pozna tega, ampak jaz sem začel tega govoriti, poj okrog, recimo najprej po Bohinju, okrog prijateljem, kolegam, in sem zvedel, koliko ljudi ima te stvari, noro, človek, ne vem, vsak dan zraven mene zdaj, je mu to, sam ne govorijo, strah je. Ali je tabu tema, tako. Najbrž je bil šok tudi za tvojo družino, za ženo, pač otroci so bili še majhni, ampak vseeno, treba je bilo shendlati potem tudi družinsko življenje, treba je bilo shendlati pa službo, pa vse ostalo. Kako je pa žena, recimo, to si prijela, itak je bila najbrž poro in vse ostalo, ampak je bil tudi nek šok za njo, neko presenečenje, ena stvar več, s katero je mogla pa ona zdaj še se ukvarjati. Ja, da še rečem, meni so rekli, recimo prijatelji, kolegi so rekli, tisti pa ta zadnji človek, da bi mislil, da so to tebi naredila. Pač ti dobrovoljček, ne vem, dajmo nič hotel, ampak se je naredil pač meni, tako je, mogoče z razlogom, da naprej povem, da pomagam kjermu drugmu. Ampak se pravi, ni še žena, partnerka, že poživljena mojega, vas pa glih imela obletnico, 17 let. Čestitam, zdaj, saj jo boš pa enkrat, jo boš že oženil potem, ne? Ko ne bo pač. Če ne bo pa na korupciji. Tudi v redu je. Je v bistvu za mno je bilo kar zelo težko, Jaz sem nekako kar skozi rabil enega obseb, čisto obseb. Tako rečem, kot da najraje da bila moja senca, da mi mirka, res čuden, smešen, pa odrasel človek si, ampak te tako vrže. Probala je zastopati, bila je v oporo, ampak ni mogla zastopati,
tudi se je videlo, da je težko razumela, oziroma da ni, je pa pomagala, no, je bila tam, je poslušala, ne vem, me mirila, karkoli, objemala. Ampak ja, še zmeraj so bili otroci, še zmeraj sem tudi jaz bil z otroci doma, sam sem mogel jaz z njim na sprehod. Pa sem se silil v te neprijetne situacije. Pač nimaš, če imaš otroke, moraš. Spodaj je bila sicer tašča, pa tasta. Tašča je ful pomagala, res, no, tako da hvala ji, no, res sem ji že rekel, to je bilo res, pa seveda moj ati tudi zelo me klical, se pogovarjal, prišel k meni, tako da me zvlekel z bajte, ker je bilo težko to narediti, ampak ja, nekako smo dali skozi, oziroma smo se nekaj naučili iz tega, no. Me je tudi pa čisto spremenila ta stvar, tako da moram reči, da to je v bistvu nekaj najhujšega, kar se mi je naredila, ampak najboljša stvar v življenju, kar se mi je naredila. Daleč najboljša. Iz te funkcioniram. Izvoli, Ja. Izvoli. Iz te stvari naprej zdaj funkcioniram, pa ne vem, prenašam naprej, gledam na življenje drugače gledam na naravo, na okolico okoli sebe. Otrokom lahko več razložim, oziroma kaj globjega mogoče povem, ali pa kakšno čisto preprosto stvar, sem jo jaz pregledal, kaj jo oni ne, da jo oni zdaj ne bojo. Jaz smo preprosta stvar, kot je vstavce, pa pogledati v zrak. Kako kot to naredimo. Sam šibamo nekam, tako da ja, je veliko več v življenju, kot pa samo neko hitenje, pa nabiranje nekih financ. Tako da ja. To, kar si zdaj povedal, ja, globoka misel, ki bi jo lahko vsi ponotranili, mogoče praviš bolezen sodobnega časa, torej, ne? Mi, ki divjamo, gledamo tisto, kar moramo narediti jutri, pa naslednji dan odplačati kredite, pa pač poiskati parcelo, pa zamenjati šiht, pa otrokom zrihtati. Najmanj, ko bodo odrasli, že fond z denarjem, pa avto, pa njihovo stanovanje, pa potem poskrbeči za svojo penzijo, pa za svoje starše, Bog pomagi, ne? Pa iti na tekmo, pa zmagati, pa levo, desno. Ja. Si sami preveč zadajamo, potem praviš. Ja. Ti si praviš zdaj bolj sproščen, čeprav, povej mi, lahko pozdraviš to bolezen ali te pač, rekel si, spremljate, ne? A je to ozdravljivo stanje, ali je pač neka stvar, ki se te bo držala celo življenje, ki jo boš mogel držati pod kontrolo na en način, ne? Umiriti pa reči, ok, ne? Če bom spet začutil, da prihaja, vem, kaj moram v tem trenutku narediti, da se zadeva spet ne bo razvila. Ja, v bistvu ja, naučil sem se tehnike dihanja, pa mrzla voda je bila tudi zraven, sicer pa je tudi v procesu treninga. Ja, meditacija je čisto osnovna, tako da sem si dal na YouTubeu kakšno meditacijsko, pa mi si prisoten z mislijo in te pomiri. Drugače pa, ja, se takih hudih paničnih napadov, to ni več, se je parkrat to naredil, so bili res grozni, ne. Drugače pa poveže, glava je to doživela in vsak dogodek, mogoče kakšen nemir, daj pred tekmo, ko si malo nervozen, pa povežeš in je z tega vidika malo težko pa je včasih. Zdaj se znam umiriti, prediham, pa gre, no. Tako da tehnike ti pa pomagajo, da pa to gre lažje skozi, no. Ni pa, zdaj pa, mislim, je očitna razlika naprej prej, ki je bilo to tako, je to veliko bolj, tako da da se nam kjermo zasmilo, je v redu zdaj, no, tako da. Ja. Je pa, se mi zdi fajn in prav, da se pogovarja o teh temah, no, ker vem, kot si dejal, ne, ko se enkrat začneš pogovarjati z ljudmi okrog sebe, ugotoviš, da jih ima mnogo težave, o katerih noče govoriti, lažje se odpre nekomu, ki mu je to zadevno bliže, no, verjamem, da je med tekači, si poznamo ogromno, tudi kakšen, ki ima stisko in tako naprej. Povej mi, Primož, nam pomaga
seveda bližnji pomagajo, jasno, ne, zdravo okolje, ki te sprejema, ki te vzame za svojega, ki ti drži, kot je najhujše, ne, življenje po koncu. Ampak kaj pa zunanja pomoč, poleg, bom rekel, farmacije, ne vem, psihološka pomoč, psihologi, terapevti, si imel izkušnje tudi kaj s tem, ti je tudi to vrstna, recimo, Ja. stvar lahko Ja, še ne, pomagala? v bistvu, ja, bral sem veliko tega, ja, raznih, tega je ogromen, tega je res ogromen. Tukaj teh stvari danes se prav povezano z mentalnim bolezni, je tudi ponudnikov, ki te bojo ozdravili ogromno. Veliko teh je žal natek. Šarlatanov, ja, tako, ja. Ja, zdaj pa jaz v bistvu sem dobil eno tukaj z Bohinja, ki mi v bistvu te meditacijske videe predstavlja, kaj naj gledam, kaj je fajn. Tako, v bistvu sem jaz po YouTubeu to poiskal, se priklopil na slušalke, mi je pomagal, potem dihalne vaje sem izvajal, drugače pa nekako nisem nič, oziroma brati sem začel zelo tudi, no, evo. Zelo knjige, sploh tekaške knjige, no, so zelo zanimive, v bistvu so tudi povezane, zelo povezane z psihičnim stanjem, no, v bistvu tek v psiha, to gre z roko v roki. Ja, to je to nekako, pa še zmeraj s tem se pa malo sproščam, tako. Če se čutim napet, da se fliknem na kavč, pa malo berem ali pa kaj poslušam. Če je cajt. Je tek, je tek lahko terapevtsko sredstvo ali pa ne, v bistvu je lahko, ali si takrat preveč ohromljen, da bi lahko fizično pač se ne vem, šel fizično nekaj počenjati, je glava tista, ki vse zablokira, ali je tek tisti, ki ti lahko te mentalne kanale odpre, recimo? Ja, se pravi, da bi s tekom to poblažil, a ne? Recimo, da je tek vrsta meditacija ali pa kaj takega. Ja, to, mislim, to obstaja, seveda, ja, je tudi, ne vem, meni kdaj, ko sem šel na kakšen segment, kronco, karkoli, ko padeš noter, res v kakšen klanc, čist, samo tam si, samo grizeš klanc, nam tisti je ful dober občutek, takrat tudi gre, ko pri norce. In pač ne gledaš, ko dihaš, ne kvati, ko ti srce odpipa, ki te peče, ampak samo greš. To se sicer redko naredi, ampak občutek je pa tak, zanimiv, ja, tako. Tako da ja, pomaga tek, seveda, ja. Tudi tek v naravi, definitivno, sprehod v naravi, to vse pomaga. Če ti malo pogledaš okoli sebe, ne da gledaš samo dol, z glavo. To definitivno, ja. No, zdaj mi je mrske jasno, tudi ko si govoril pa o trailih, pa o cesti, vračanju k trailom, jasno, povezano s tem, kar si dal že skozi, no, pa kaj te dejansko osrečuje, pa rekel si, za srcem je treba iti, ne, ali pa za glavo, ali pa za obema, ne, ker je to itak povezano. Kaj bi, recimo, ne, te temi se veliko pogovarjava zdajle, pa da rečeva pod črto tisti, ki bi se mogoče našel kakšen od tvojih opisov ali pa od tvojih stanj, kaj bi ti priporočil nekomu, rekel si veliko o tem govoriš, ne? Katero pomoč si poiskati, kaj narediti, ko začutiš, da nekaj ni v redu, ne? Pa ti je nerodno mogoče komu povedati, ker ti bo vsak rekel, vse ti nič ne fali, lej, zdrav si, ne vem, športnik si, kaj za vraga, ne? Jokcaš, a ne? Stisnem zobe, pa pojdi naprej. Kaj pa bi ti danes, samemu sebi mogoče svetoval izpred 4-5 let, pa komu drugemu, ki bi prišel te vprašati, Primož, daj mi povej, kaj ne naredim ta trenutek? Težavno. Ja, zdaj z vidika teh zraven, kaj imaš bližnjih, pa to je dosti pomemben, da te v bistvu oni ne bojo zastopili kaj, ampak da so zraven, pa ti ne govorijo, kaj. Moraš ti sam priti nekako do tega.
Samo moraš najti nek način, ki jih je toliko veliko, pa tisti, ki te ustreza. Ne smejo ti zraven govoriti, kaj, kaj narediti, pa da je to narediti, da je to vse bolj, da je to nič ne pomaga. Pač biti zraven prisoten tam in temu človeku boloži. Je pa to težko, tudi tisti ljudje zraven tebe, partnerji, starši imajo svoje življenje. Ne? Ampak se vidi, da je hudo. Zdaj pa, kak je svetoval, sam si moraš pomagati na koncu je vse odvisen od tebe. Enega in edinega. Lepo je, če ima zraven podporo, ampak če sam ne boš nič naredil, ne bo nič bolj. Tako je. Se pravi, zavedati se moraš, da imaš težavo, priznati si jo moraš, čeprav jo hočeš prej odložiti, pa rečeš, to ni nič, to bo šlo. Priznati si moraš, da imaš težavo, da je ta težava resna, da vpliva ne samo na tebe, ampak tudi na ljudi okrog tebe, na tvoj način življenja, na tvojo družino, na tvoje delovno mesto in tako naprej. In se aktivno pač zoperstaviti temu. In kar je pa ravno tako, kot ti tu 5 zjutraj ven vdeš laufati, najbrž zelo težko. Vsak dan znamo. Zato pa ne govorijo tega. Težko je šibkost pokazati ljudem. Pač sej smo ljudje, se to tako je. Vsi imamo šibkosti, sej pač tako je. Poveš pa je. Ne si drugi mislijo, kar si hočejo. Prav. Prav. To si izvrstno povedal, spoštovana publika. Evo, 45 minut se pogovarjajo tega večino časa. Ja, o duševnih stanjih, pa o podobnih življenjskih preizkušnjah. Ja, pa mislim, da je prav tako, poslušajte si še enkrat mogoče, prezmislite, kaj vi v življenju doživljate, pa se vam zdi, da o tem ni zagovoriti, mogoče pa je zapovedati. Ne? Ali pa iti s prijatelji teč, pa pol na pivo. Prej si govoril o alkoholu, da si svoje čase več alkohola konzumiral, še uživaš alkohol? Ne, pač ne gre zraven zdaj pri teku, v bistvu tako nekako resnemu teku, vsak dan v treningu. Brez alkoholno pivo, kakšno spijem. Rad sem pa bolj na kavicah zdaj, to je. To kavico pa rad. Ne pogrešaš več piva po teku, recimo, ali pa druženja v gostilni in tako naprej? Nisem več v gostilni, nimam časa. Ponavadi, če grem s prijateljem takole, zboru tam škarjo, laufova skup, pezdečko, gremo na kakšno kavico pojeno, kakšen sok, kakšno rečeva in to gre cajt, 1, 2, 3 min. Moš pa že domov, so doma otroci, pa žena ali punca, že vsa, se vemo, zakva te ni doma, gor dol. Spet spozen. Ja, tako da. Pa moraš pa spati, da se regeniraš za naslednji dan, pa da lahko spet laufaš normalen. Tako da, ja, nekako tako gre to. Služba, tek, družina, spat. Joj, kakšne nadloge je rekla, draga partnerka, od Piškurja. Najprej, je imel panične napade, zdaj sam po hribih laufa, mislim. Prej v gostilne hodil, V gostilne hodil, kdo pa doma pošraufal v toke, pa kdo poštrihal ograjo. To se tudi kaj lotam, vse se. Se vem, da se na koncu si to moramo narediti, zato da nas ne upominjajo vsak mesec. Ja, na te neprilike. Greva k teku zdaj, ker je to tekaški podcast, pa sem te pozabil na začetku vprašati, pa nisem šel pogledati tvoje strave, ker ni bilo časa. Si danes že tekel, Primož Piškur? Sem, pa sem zbral tako posebno lokacijo za danes. Evo, sem šel na Roblek. To je to. Pa ne me basati, počaščen sem. Zdaj se pa... Samo za tebe. Mislim, to pa, da si pa presegel dosedanje moje goste. Marsikdo je šel zaradi podcasta, ti si dan teč, pričakujoč to vprašanje, ti si šel pa na Robleka. Ta teden je bil v planu, sva rekla, z Borutom sem šel, sva rekla, greva ta teden enkrat, pa je
me ti kontaktiraš, ja, podcast, super, best. Evo, nič, da gremo v ponedeljek. Ana, gremo na Roblek, to bo zanimiv odgovor. Na Robleka pred Roblek, mislim, res, Ja. da dolgo si ve, evo, zdaj so mi šli v kocine v konc, dobra, ja, tako, ja, če hočete biti nekaj posebenega v tem podcastu, morate iti na Robleka, preden ste pač v podcastu z Roblekom. Narediti se pa prime. Ja, Piškur je to že naredil, tako da prvi ne boste, smola, ja. Edin, če me bo kdo povabil, kdaj, ja, na tisti dan, ko bo snemala na Robleka, da grem z njim, ti si me povabil, a ne? Mi dva te šla, ja, se ne lahko hoditi, če ne moreš laufati. Se ne moreš laufati, se ne moreš. Bil sem v dobri formi, 2 leti nazaj, bom se vrnil, bom dobil nazaj malo tiste kondicije, ki je bila včasih, sicer nisem, ja, teh segmentov, sem gledal te segmente, enkrat so šli s kolegom Kraljem čez Kalvarijo, čez Kalvarijo na Begunjščico, potem pa z Begunjščice na Robleka. In tam je bil segment Begunjščica Roblek, katerega kronco je nekdo držal z 12 minutami, no, pa mislim, da pa sem se trudil na vso moč, pa nisem prišel po 14 minutami, zdaj nisem pogledal, kakšno imaš ti. Nisem šel še tam, nisem šel še. Mislim, tista kronca te tudi čaka, da jo vzameš. Vse mi ni toliko do tega, če je bilo pa zanimivo med korono to delati, ker ni bilo tekem, v bistvu sploh nisem vedel, kjer tekme so. Tako da smo se pojkle malo dajala z Marjanom. Z Marjanom sta se fajn dajala, ja, tiste dvoboje smo potem spremljali, kjer mu bo zasvetila, pa sta si jemala jih. Ja, Marjana sem imel 2 leti nazaj, mislim, da bo zdaj 2 leti nazaj, ker sem ga imel v podcastu, takrat se je pohvalil, da je še vzel eno kronco iz Šmarne gore dol, o Bohinju ni hotel več govoriti, pa sem ga malo podražil, se mi zdi, kaj pa Piškur, ampak ne vem, koliko kronc pa ima še Marjan v Bohinju, a si mu že vse pobral? Ja, kakšno sem mu še pustil, no. Ne, sej, on je vrhunski športnik, res rezultate nore. Ne, izjemen je, ja. Mislim, jih ima že čez 50, pa mislim, da... Ja, sam to gre. Z Robleka dol, mislim, da še zmeraj on manj, mislim, nikoli po zimi... Z Robleka je tu, ja, minuto dobro, minuto 20 od mene, hitreje, ja. Je to je leto, mislim, pa je že dolgo nisem probal, ampak mislim, se mu lahko približam, no. Sem tudi jaz dober spustaš, no, če so noge ta prave, tako da... Znam kva v skoleni tvoj, stara leta. Ja, to bomo razmišljali na stara leta, ne. Večkrat sem že rekel, tudi če bi vedel, če bi bil zdaj 20 let mlajši, pa bi točen vedel, kaj se bo zgodilo z mojimi koleni, ne bi takrat nič drugače počel, še zmeraj bi šel. Enkrat isto, točen tako. A ne, pač... Moraš sam to skozi dati. Tako je, pa moraš malo živeti, moraš pač, tisti narediti, kar je treba narediti, kar hočeš, ne. Ja, točno to med korono si omenil, tvoja kariera je dobro štartala, če rečeva temu tekaša. Kariera pa se je začela korona, če se ne motim. Ja, januar 2020 sem v bistvu začel teči. To da 4 leta. 2 meseca kasneje ni bilo nobene tekme več in ti si začel pripravljati. Kako pa si takrat ti to dojemal, recimo? Gotovo si že malo gledoval, kam bi kaj šel, pa enkrat šlus. Pa nisem šel v tekme. V bistvu je bilo najprej meni, jaz sem hotel nekako se spraviti iz cone obdobja, še zmeraj zaradi te bolezni. In potem sem začel teči in prvih 14 dni, vse sem že prej malo tekel pa to, ampak prvih 14 dni, jaz sem se matral, da sem tekel, meni to ni bilo, ampak pa me je pa prijel, pa začetka še tista sapa, pa tist klele v pleksusu, klele spod pod rebri, te boli, pa to, pa parkrat moraš zaviti s proge hiter, pa hlače dol, pa take stvari, ampak pa se telo navadi in nekako je to ratov zdaj del mene, res, to sem v bistvu jaz, ja. Tako da, ja, pa so bile pa te tekme, se pravi, virtualno, že BRT ste vendal, mislim, da. Se sem prišel na to hokej, še testiranje
čevljev imel, no. Ja. Kralj nas je pojevodil, imel zamudek, je prejšnji dan bil na Triglav, ki je že neki, no, to vem, to se spomnim, neki, ste ga dražali. To je bilo zanimivo, ful, ja, skupaj v skupini, da si videl to, ker je res fajn pogledati ta BRT prej, preden se ga lotaš. Mislim, Ima nekaj fajn, da je takih, nekaj ja, križišče, nekaj odcepov je takih, ki te lahko Ja, zmedejo, zamer- če greš na polno. Ja, tako. pa te Ja. spuste, pa to so kar opasni, navarni, no, če greš prehitro, kako. No, tako da, ja, pa Jamnik trail je bil, pa mislim, da ena izmed redkih tekem Ribanca, 2020, septembra. Ja, tako, september je edini mesec, ko so se tekme 20 in 2021 dogajale in Ribanca je bila ena izmed teh, tako, ki je imela to srečo. Ja, in ti si takrat seveda iz prve uletel na to tekmo in slavil. Je tako. Nekaj pa zmagal, ja. Rekord, druga izvedba, Ribance trail pa. Ja, ok, dober, super, jaz sem se dobro počutil to. Lepa tekma, z familijo smo šli, super je. No, Tako da, ja. vedel si, da imaš nekaj tekaškega v sebi, ne? Ali Ja. ti imaš tudi to tekmovalnost, da ne, ko greš na tekmo, greš na vse ali nič, veš, da si dober, kako si vedel, ko si šel, rekel, na prvo tekmo, vedel si, dobro sem se pripravljal, to bo šlo dobro, ali kako te je kaj presenetilo? Ja, ne vem, nekako, že nekaj okvir je ti da strava, malo vidiš, malo po teh segmentih, malo tako, koliko lahko te segmente skupaj povežeš, da ni samo en kratek segment, s tem hiter pa poj crkneš. Ampak ne, pač šlo mi je, ja, pa sem pa pač gledal tekme, sem rekel, da je zdaj pa šel na eno, ja, vidim to Ribanca, fajn se mi zdi, šli smo za vikend v bistvu, kjer prespati s familijo, posrečen zmagal, evo, tako da, ne vem, in mi je bilo ful dobro, še tast je bil vesel, ko sem domov prinesel pokal, so bile grable, tako da sem pa še enkrat zmagal, imam dvojne grable, zdaj že malo veliko grabel, tako da ja, a veš, ja, fajn je bilo, no, ne vem, pa je šlo pa dalje, no. Pa je šlo pa dalje, potem si seveda tudi začel nastopati v pokalu Gorenjska moj planet, ne? Prvo Prej je leto. bilo še tale, primorski gorski teki so bili 2021, no. Aha, tudi tam si participiral, pa tudi odnesel kakšno zmago, če se ne motim, ne? Ja, 3 imam, no. 2021 sem eno dobil, 2022 sem pa poj na 2 šel, pa sem obe dobil, no, s temu namenom sem tudi šel, no. Tako da ja. Ja, bil sem pa tretji v skupnem seštevku 2021, no, temu po koronskemu letu. Se je vse skupaj začelo nazaj. Tako da dobro, ja, fajni teki, super družba, tam so res ljudje, wow, dobri, zelo. Ja, primorski gorski tek grejo, mislim, da v 15. sezono letos. Imam v planu, evo, naslednjo epizodo narediti na temo pokalov, ki še obstajajo, med drugim je ta gorenjski, pa dolenjski, če bo še štajersko-koroški, primorski, notranjski. Ja, tako, potem jih počasi zmanjka. Še kar obstajajo, še kar živijo, kljub temu, da recimo so predvsem to cestni teki, v večini primerov tudi kakšni gorski in tako naprej, ki so vsi malo izgubili na popularnosti, ampak se držijo, tam imajo neko, rekel, klientelo, ki prihaja, recimo v Mošnjah sem bil, mislim, da zdaj že 2 leti nazaj, mislim, to je vrhunski, vaški v narekovajih tek, ker pride vrhunska zasedba zmeri, vzdušje je odlično, proga so razmerno zahtevna, toplo je, ampak žur na koncu pač tudi vse res. in ti si tam tudi kar domač, a ne? Ja, ta tekma je bila pa, se pravi, 2021 tret, 2022 drug, 2023 sem rekel, zdaj pa treba zmagati. Na vse, ali pa to je bila planirana tekma, nisem govoril, seveda ne bom si jaz predajal stresa zaradi tega, ka ven dajem pa napovedujem nekaj, ampak sem pri sebi zadržal. Trener je vedel, to je to. Jaz sem rekel, ne se prijav, kdorkoli se hoče na te Mošnje, jaz bom to tekmo dobil. In ja, pač je ratala zelo dobrim časom tudi. Super tekma, mislim, za otroke, ne vem, je res top, ekstremno zadovoljen, pa še tukaj sem v bistvu so se začela že pojavljati te težave spet, ko sem glih nehal s tem tableti, ampak sem zborbal
Sem po 2 kilometrih, ta prvi klanček, jaz sem pustil vse zadaj, pa rekel, to je to, kle gremo. Jaz sem v bistvu, je tekma tako šla, da smo začeli kar hiter, pa je bil pa tisti spust, tam mečkam spustaj dol, med strelišča, avtotest, ja, in potem so vsi tam navili, z ravnine na dol so pojačali, pač jaz sem se s trenerjem sva se skozi zgovarjala tempo drž, ne jačaj, z ravnine sem lepo držal, ne sem spustil naprej, ampak oni so pa v klanc popustili, jaz sem pa v klanc držal tako na ravnine, adijo, to je bilo to, ampak sem se matral, potem do cilja, fejst, sploh v zadnjem klanc gor. Ki je neskončen, neskončen. Ni konca. Pa da bi vsaj cilj na vrh, moraš še cilj poje najdeti do dole. Pa moraš po tistih koreninah preživeti, seveda, ja, v graji pa se spustiti v vas, ampak je dirka, rekel, s čist posebnim nabojem. Ti si jo dobil, tako, kot si rekel, pa močne so nekako bile pol odsev, tudi tvoje cele letošnje sezone, kot si rekel, tudi predlansko leto si bil v pokalu, pa ti je do zmage malo skupne zmanjkalo, ne? Pa si najbrž rekel, 2 točki, pa si rekel, še enkrat grem, pa tokrat na vse ali nič, ali kako. Pa ni bil najprej v planu, ja. Nek tih plan je bil, s trenerjem so postavila plan, v bistvu plan je bil oseben rekord slovenske konice, na državnem prvenstvu, plan je bil v bistvu 32-30. Sam pa se je zapletel s to boleznijo, spet s to bolniško, prehladi, vse to imamo vsi, kakšna mikropoškodba, in je pač plan se spremenil na 33, ja. Pač uspel, res, sezona mi je ratala, tako sem se zastavil. Hotel sem domačo tekmo zmagati, tole tek 4 srčnih mož. Smo tudi dobili, ja, pa močne so bile res planirane, ampak najprej pa ne v začetku, še v Tržiču 2023, poj, se pravi lansko let, tam je bilo še zmeraj tako, smo se nekako dogovorili, da gremo za trening tekmo, ne bomo spuščali treningov pred tem tekmom, to je trening tekma, izpohnega treninga, in gremo za tak pa tak tempo v Tržiču, proga je bila čist gor, dol, čist jugasta, 5-6 krogov, nismo mogli tempa držati, to ni šans, in pilot drgat zagrabil bi že tam lahko kaj več naredil, ampak sem mirno drug mesec sem prišel za Šuligojem cilj, tudi to je bilo to, pa se je bilo počasi začel to razmišljati, ja, za močne sem v prav planu, sem spustil trening, vse tako, je treba, da tam, se pravim, tam nočem, da mi kdo vzele skače, to sem si res želel, tisti lep pokal, moram reči, res lep pokal, pa še par novih čevljev, evo, tako da, ja, bilo tudi prav prišlo, Dajali ste se potem, pravzaprav 3, praktično do konca sezone, tudi točkovno, na kakšni tekmi manjkal dolg časa vodilni Šuligoj, ja, potem je bil tukaj še Pavle Debelak je bil, pa Marjan, Robič tudi, vem, da ste se v Radolci vi 3 udarali, tako, pa si potem se ti naprej odpeljal. Kdaj, recimo, s Šuligom sta bila kar na nož v Kranjski Gori takrat dobil na levi nogi pravzaprav v cilju, sta padla oba. Jaz nisem mogel več, pa če on tudi ne, mi smo padla po tleh, to je konc do konca, on je pač odnesel, sem rekel, vse, jaz sem vesel, da sem bil drug, pa dal sem vse, sam sem rekel, ti ne bi smel biti pred mano, ampak ja, napačen je pred mano, tako, ja, ampak sej, čestitaš vsakmu, sej vsi dajemo vse od sebe, vsak ima kakšen dan slab dan, milijon stvari, milijon izgovorov, ampak na koncu prijavlja na tekmo, tiska je, teče, tiska ni, tako je. Daj si potem zasigural zmago v pokalu, v 9. sezoni gorenjskega pokala. Nisem se pri sebi do konca. Sem vedel, da na Miklavžu imam že veliko prednosti, da sem bolj gorc, kakor ravninc ali pa, ne vem, da mi oboje nekako leži. Za Šuligoj nisem vedel, ko je gor, ampak pač jaz sem šel čist probat narediti najbolj rezultat, ker na Miklavžu mu tekmo bila res je bila sita,
res dobri tekači, res močni. Tako da, to je to. Vesel, prišel v cilj, super, potrjeno, dokler ni konc, ni konca. No. To tako je. Tako da ne napovedujem rad naprej. Jaz ne bom napovedal, jaz bom zase obdržal, ker si pritiska nočem ustvarjati, ker pa stresa ga ne maram, ga hočem čim bolj zminimalizirati. Tako da, ja. Ja, nekateri prav uživajo v tem, da povejo naprej, kaj si zastavijo, ravno zaradi tega, da je ta pritisk toliko večji, da se potem bolj potrudijo. Ti si na drugi strani, raj si tiho, te plane zadržiš zase, narediš, kar je v tvoji moči, pa si s tem ne področaš dodatnega stresa. Ja, tudi pametno, očitno, tudi to deluje pri tebi. Zdaj, Gorenjski pokal je v tvoji vitrini, a to pomeni? Kljubica. Kljubica pa, ja. Zagrebte se zdaj. Pridem sam še v Mošnje, si rekel Mošnje, še pride. Tudi ne. Ja, 3-2-1, jaz sem ga zmagal, ne vem. Glej, nimam v planu, gremo skoraj 1000%, če res na avtozbolu, ker ta otroka težko, imajo tiste napihljive gradove, tam je zakon za otroke. Res je dobro, no. Sploh če v lepo vreme, zdaj to pa nimamo vpliva. Res lep tek, kleramo se gor. Jaz pa ne vem, čem teku. No. Morbiti bom kaj prišel, pa bo kdo mislil, oj, ta spet teku, ali pa kaj, ne. Pa nam, tok da dobro, morbiti za kjerka. Ne, fantje v Mošnjah, zdaj organizatorji Mošnjskega teka, ja, junija, mislim, da je drugo soboto ponavadi v juniju, nekaj tazga, ne. Zapište si, Primož Piškur bo podeljeval, ne, pokal za najboljše, ja, za to, da bo, ne, od človeka, ki je zmagal v pokalu, lahko ga pokličete na oder, toliko časa bo imel, ja, bo spil kavico, bo šel podeliti tisti pokal, se je pofotkal z novim zmagovalcem in to je to, mogoče tudi zmagovalcem pokala, nisem naredil statistike, koliko zmagovalcev Mošen je na koncu bilo pokal, to je bilo tudi zanimivo, no. Ampak ja, Mošnje so ena taka od tistih tekem, zahtevna, gor, dol, terja dobro taktiko, terja pripravljenost na dolge klance, na vročino, nima ni danino, na korenine. Če si v Mošnjah dober, si skoraj povsod dober. Rekel si, traili so zdaj tista stvar, še nekaj mi povej, si spremenil kaj treninge, spremeniš kaj treninge zdaj v lanskem letu, Strava pravi, da si naredil tam okrog 3500 kilometrov, to je tako čez 5-6, ja. Tako 10 kilometrov poprečno na dan, kar niti ni tako veliko, ne. To je samo tek, ja. Tako, ne. Počneš pa še mnogo drugih stvari, ne. Tako, vozi se s kolesom, so na rolkah te je bilo zavideti, ne. Tekaške rolke, ja, da smo lahko polet tekali na smučeh, čeprav na rolkah, ne. Ja, dobro, ja. Si najprej začel teči na smučeh, pa potem začel zrolkati? Ja, tako, ja. Ker pa, mislim, tek na smučeh je to bilo čist, trmast sem bil, da sem se naučil sam, čist trmast z narobno opremo od fotra, to je vse narobe, pa sem se pa pozanimal, kaj rabiš res, rabiš kar nekaj vedeti, če hočeš v ta šport, pa raznih mer palc, dolžina smuč. No, in pa mi je šlo zmer bolj in so vsi gledali, to je zdaj to, tebi je pa dobro, ja, fajn, mislim, dober občutek, da tako rečejo, da je pa začel, ja, letos sem prvič, vem, tako je bilo nekako, ali pa za naslednje let, lansko let sem prvič, a ja se prej verjetno kaj smučal, ne, jaz nisem smučal v življenju, jaz sem na tek na smučeh, sem v bistvu prvič stavil 3 leta nazaj, ja, 3 ali 4 že, ne vem, 3 po moje, ja, pa ko je šlo, ne vem, ko sem začel sam mazati smučke, uživati v temu drsenu, v temu matranu, se tudi vzdržljivosten šport, nekako je zelo dober trening za tek, v bistvu tudi za trening moči, za jedro. Tako da, ja, se je nekako zelo skrb lepo ukomponirala s tekom. To je to, polet pa na kakšen sup, pa tudi jedro dela. Pa na kolo, pa na rolke, mislim. Kolo tudi, ja, sicer specialko sem prodal, imam enega takega za okoli agat po vas, ako pravijo.
Hočeš reči, da v vseh teh športih, ki jih prakticiraš, je to moče tvoja skrivnost, da si pač tak dober tekač, da ne tečeš samo, da ne tečeš, ne vem, dvakrat toliko, najbrž bi lahko v teku več kot 10 km na dan, ampak daješ druge športe noter, ki te dopolnjujejo in tudi na en način dajo moč, fleksibilnost, agilnost, vzdržljivost na vse zadnje, in tisto, kar mogoče konkurenca nima. Ja, pa druge mišice malo tudi uporabljaš, druge mišice povezuješ z drugim športom, ni skozi enolično, pa pride do kakšne poškodbe več, mora biti, če sam tečeš, skozi eni in isti gibi. Drugač, mogoče seveda, mislim, zdaj sem jaz trening tudi malo spremenil, bolj več delam višincev, pa dolžino probam. Sam tole pred knapom me mečkal misl, pa ko sem se pripravljal, res samo fokusiran na to, da sem laufal od 2 do 3 ure dolge teke, pa višince do 1500. Tam je pa spet nekaj ujela, spet sem zbolel malo prehlad, korona, tako dalje. Potem pa to preseka, prav smotan, tako se pripravljaš, da boš prišel, mogoče presenetil kjerga. Ampak ni bilo čisto usojen, Tako da ti športi se fajn dopolnjujejo, mislim, rad delam kaj drugega zraven, da ni samo tek, Pa da uživaš zraven, ker če ne uživaš, pa je brez veze, da počneš karkoli. Lepo povedano. Zvišam namreč v tem, poznam dosti tekačev, vedno več tekačev, ki delajo tudi kaj drugega, mogoče tudi tistih dolgoletnih tekačev, ki se ne veličajo te enoličnosti teka, čeprav je tek lahko zmeri zanimivo, ampak jaz sem tudi se malo igral s tekom na smučeh, kot ti, sem bolj kot ne samouk, pa da enkrat še nisem tako dobro osvojil tehnike, da se ne prikucnil pač na vsakem drugem spustu, ki je tam, ampak pustimo zdaj to. Bom šel v eno šolo, sem rekel, da osvojim to tehniko. Jaz tudi padem, jaz se tudi razbijam spusta. Padeš pri 2,50 na kilometer, jaz pa pri 5,0. Ja. Ok. Hitreje moraš delati. Zapisujem, Primožki Škur je rekel, malo hitreje pojdi, pa ne boš tako naroden padel. Povej mi, da tudi na tekme hodiš smučarsko tekaške, na kakšni te je ujeti? Ja, sem šel neki lani ARF pa vojsko, kle smo šli ena grupa z Bohinja, dobri tekači, s kombijem smo se nabrali, smo šli na 2 tekme. Pa domača tekma je bila 2 leti nazaj, zdaj 2-krat zapored odpadla, Maraton Bohinj, kle imamo res lepo progo, mislim, daleč najlepša naokoli, se pokluka. Zelo ravna je, če se ne motim, ne? Gor, dol, po stran, vse imaš res razgibana čez Dobravo, tukaj to planino, res je lepa. Pa poveže se poje naprej na Pole, pa Ribčev Las, v bistvu proti Ribčevemu Lazu, gre. To, da imamo kar 20 dobrih kilometrov prok. Se da odteč, en lep trening, ali pa 2. Ja, jaz sem čisto blizu doma. V bistvu čez hrib bi lahko šel, ampak jaz sosed tam, moram čez njegovo parcelo, da bi šel česa, grem po eno okoli. Tako da, smo malo potrenirali, mislim, smo malo na tekmi šli, malo greš probat. Pa je bilo tam, jaz sem bil, okoli 10-12 mest, sem bil, to kar v redu, tam tudi pridejo kar Bauer teče, obrezan že tudi. Ja, taki majstri, ki jim zaenkrat še nismo, mogoče bomo še kaj štrene mešali tudi tam. Vidim, da imaš vse neki planov, in da ta tvoja vsestranskost mogoče lahko naredi kakšen vrhunski rezultat. Rekel si, treninge si spremenil, treniraš predvsem sam, danes si se v Škarju na Robleka, kdaj greš tudi s kom na stezo delati kroge, je tako s kakšnim kolegom? Prej sem v bistvu, jaz zdaj z tega prav strukturiranega treninga, plana, nimam več pri Tomažu, v bistvu sam treniram, glih zaradi tega, ker mi, pač se pravim, za srcem sem šel, trele me vleče, to je to. Seveda so pa še v kontaktu, se slišva, skupaj gremo zdaj v Oslo, na Diamantno ligo, recimo,
To, jaz. Mislim, če je kakšen za, ja, seveda se dobimo. Nisem pa že dolgo nisem delal, par mesecev anaerobnih treningov, recimo intervalov, ja. Če delam močne treninge, delam v hrib pojačam ali pa grem tempo teke, recimo, kaj takega zdaj. Bolj pa ne v bistvu neka baza. Ohranjam formo. No. Bo pa treba malo še anaerobno začeti, ja. S kakšno grupo, s kakšnim se zmeniti, mogoče, ja, bi bilo fajn, ja. Pa imaš tam svoje okolice, se moraš pač zapeljati, ne vem, ok, delaš v Lescah, se pravi, tam se da dobiti kakšnega sparing partnerja, ali imaš v Bohinju mogoče koga, s katerim se lahko zmeniš? Ja, v Bohinj v bistvu ne, ja. Mislim, vse tečejo tudi, sam ni benga, ki bi lahko nekako skupaj naredil tak trening, je že malo hitreje to. Ne vem, v Radovljic, ja, seveda zunaj konca, vse blizu je Jani Mule doma, on je z Dobrave, ja. Ja, se lahko se nekaj smo se zgovarjali sicer, da z njihovo skupino, kdaj se dobili. Mogoče se mu dobili kaj, ja, kakšen, da jih kontaktiram, kaj pa da kakšno skupaj delati. Vidim, da so pridni, da se skozi vozijo z enega konca na drugega, pa ja, kar tudi to zahteva zelo velik časa, no, da se takole dobivajo. Sem videl, zdaj v Novem mestu so bili, ja. Na gostovanju, tako pri Krevsu. Ja, pa velikih je bilo, pa skozi novi fantje prihajajo v to skupino modrih dirkačev, dajmo reči, da so najbolj močna skupina boljših rekreativcev v Sloveniji. Jasno. Ja, in najbrž to tudi doda, ta skupinski trening, skupinski duh, ko se tam udariš, narediš mogoče malo več, kot bi naredil čist sam. Že če sta dva najbrž na štadionu. Ja, čist drugače. Mi do se kle, po Radiu Olimpik so se v bistvu Nik, Strnad pa Tadej Vehovec smo trenirali skupaj istočasno, ampak so se jaz pa Tadej nekako preganjala oziroma Tadej je mene držal zelo dobro na treningu, tako da ja, je bilo fajn, enega takega imeti. Res, taki super trening, dober občutek. Kaj ne rečem, trener pa tudi, ki je hec. Ja, Tomaž je faca, ja, jaz njega poznam. Kakšnih 25 let, ja, ko so bila še vsa malo mlajša, so se vodila na kakšnih gorskih maratonih, ja. Naprej pa se dajala, ja, potem je šel on v trenerske vode in je tudi kakšnega odličnega tekača spravil tam ven, med drugim tudi, evo, recimo tudi tebe. Ampak ti si rekel, zdaj ti je špura, so traili. Je zdaj tako, ja, plan je tak za letos, zdaj. Kam imaš zdaj ugledano naslednjo dirko, rečva, dejva tako, dejva pač januar, februar bo, niti ni nekih trailov še potem konc marca šele, oziroma marca žele začnejo. Za aprila pride UTVV, Vipavo. Tam te bomo videli. Kje se bomo probali pričimati, ja. Drugač pa prej pa kakšno krajšo vsem, sem videl, da so neki pregledne tekme, tale Bubin tek gor, mogoče se še spravim na aeroben prak, mislim, da se bom lahko, pa da vidimo, kam pridemo. Pa gor dol je tekma, čez Škabrijel. To imam v planu, ne vem, jaz se zelo sproti prilagajam, zdaj, kakor bo nanesel, a bomo zdravi, a v trening lepo potekal, pa da vidiš, če lahko vsaj kaj popraska zraven, da pa greš probat, no. Zdaj, če vidiš, da ne moraš, poj, nekako. Vseeno, če reš trening narediti, pa tam uživaš, poj. Te še kaj, Mika, da bi na cesti, ki daš ga odlaufal na desetki, na nočni desetki si recimo tudi 33 imel, bil si peti, jaz sem šel rezultate, Porento si nažgal, pa še nepar zvenečih imen, pa ni tako lahka proga tlene na Bledu, pa se rekel, te moram vprašati, ja, kaj pa mogoče kaj dlje, kakšna polovička, bi se v tem preizkusil, kako hitro tečeš, morda celo, bog ne dej, cestni maraton, je to morda, kje je na tvoji listi, ali se v tem sploh ne ukvarjaš, boš
je hribovska tista, ki se boš po svetu, pa te cestni maraton, kot maraton niti nikoli ni vlekel, pa te ne vleče. Jaz bi vse, drugače. Jaz bi vse, samo vse ne gre. Nekaj moraš riskirati, ne gre vse. Pač žal. Jaz bi 10, se pravi, ja, 10, ko bi rad, evo, po 30 odteku, zraven pa trejle laufov, ne vem, če glih to, skup. 21, ko bi rad, seveda, odteku enkrat pod 1,10, ta neka številka. Magična meja, Ja, za Slovenijo. Maraton, seveda, ja, 2,30. Sej vse, mogoče v prihodnosti. Jaz ne vem, jaz puščam knjigo odprto tudi za sodelovanje s Tomažem naprej. Sem še zmeraj pri tem klubu sam, se pravi. Trenažnemu procesu nisem pri njemu. Tako da, ja, mogoče, ja, seveda. Sej maraton sem pa v bistvu, veš, ko je zanimiva zgodba, enkrat sem ga jaz šel teč za trening. No, da slišimo. Ja, in pač nisem vedel, kaj naj, zjutraj se zbudim v postelj, kaj naj danes laufam, pojma nisem. Pa našel pogled, sem rekel, tiram pa danes maraton odteč. Pa sem vstal, napravil se, dal vodo gor nase, zunaj dež, pa majhen je sneg padal, sotesko, pred bledu, nazaj, krizen kup, sploh pred koncu, ves v krčah. Ampak mi ratal, ja, po stravi 42, 250 nekako sem naredil. Da je še malo metrov če strava kaj narobe kaže. Tako da ja, 3:20, ampak jaz sem bil neki novi občutki, meni je bilo noro. Zdaj, če pa zdaj hotel maraton odteč, ja, moraš pa seveda trening spremeniti. Pa nekaj časa malo vešpati, par mesecev, pa se pa dal kakšen rezultat tudi tukaj narediti, verjetno, ja, seveda. Tudi na polovički. Je bila v planu polovička nekako, mogoče bi ta let, če bi bil v trenažnem procesu ali pa začetek slednjega, pod 1,10, jaz praviti, ja. Kot da bi šel na prvo polovičko, pa bi bilo to, evo, prvo je šel pod 1,10, nekako sva to malo se zgovarjala s Tomažem, ja. Tako da še zmeraj nisem šel prve, tako da mogoče enkrat. Ja, pa po možnosti na državnem prvenstvu, da boš pač še vse ostale. Ja, malo sramotiv, ne hecam se, atleti, pomirite se, Primož bo letos na trailih, pomirite se, v redu je, pride moče malo pogledati na kakšno cestno dirko, da se ne boste še prestrašili, ja, pa preveč trenirati, pa se poškodovati, ja, ne se poškodovati, dragi konkurenti od Primoža. Kaj imaš ti kakšne težave s poškodami? No, bom tako rekel, ti si žogo brcev kar dosti časa, tam so poškodbe, bom rekel, ligamentov takih in drugačnih, kar pogoste pa vezi, pa sklepov, očitno si jo dobro odnesel iz žogobrca, kaj pa iz športa, ki ga gojiš zadnja 4 leta? Ja, v nogometu so bili gležni zviti, drugega ne, sreča, tako da dober, ja. Tule pa zdaj, ja, ni nekih resnih, kakšne miniaturne poškodbe, ne vem, kaj boli, kaj nek špika, pa mine z masažo, ne vem, akupunkturo me enkrat klele maserka na Bledu, k Špeli hodim, no. Poznaš verjetno. Ja, te je napikala, ja. Ja, mi to rešila, nekako je težko popustila, ampak ja, kaj takega, drugače pa, ne vem, klasično ima dosti bolečin v križu me, no, začena boleti. Pa grem spet zmasirati ali pa grem k enemu, da me malo naštela, no, malo bolj trdo zmasira, ko se temu reče. Še kiropraktiko ali malo Ja, resno masažo? nekaj takega, ja. Fejst ugreje, recimo, hrbten del, pa hrbtenico, pa v bistvu te parkrat nalom, če tako lahko rečem, ja. In to ti pomaga, ti je všeč? Ja, to preventivno delam, ja. Ja, to, od tega kiropraktika, preventivno 3 mesece, masažo, ja, probam čim večkrat, saj denarja nimam nedogled, tako da moram tudi to malo gledati. Ja, nekako probam skrbeti za svoj telo, da se počuti dobro, če ne pa z raztezovanjem. Dejansko dejansko se podstopiš tudi razteznih vaj pred, po teku, recimo? Ja,
pred rahlo ogrevanje, zelo majhen raztezanje, saj toliko mečkam, da je. Ni fajn prej toliko raztezati. Po treningu pa, ja ne vem, jaz priporočam vsakmu, da se razteza. Jaz se probam, se pa ne zmerim. Tako da ja, to je tistih 15 minut, če tako pozen steka prideš, pa moraš hitro to pa to, ne? Pa še tiste raztezne vaje, ampak jih delam vseeno, lahko bi jih pa še malo bolj. Tako. Vidiš, Pa še, ja, regeneracija, recimo, imam pa tele škorne, evo. Vidiš, kaj so male skrivnosti velikih mojstrov. Ja, Razloži mi še o teh škornov, ki so zelo popularni. Na Instagram storijih se potem kažejo, kako tisti na povesoljski obleki ljudje ležijo pred televizijo, pa se regenerirajo. Kaj je, kratko mi lahko poveš, point, kaj je funkcija teh regeneracijskih škornjev? Ja, v bistvu masažne funkcije ima pa odganjanje v bistvu laktata iz mišica, da v bistvu se hitreje regeneriraš po napornem treningu. Tako da, ja, te pa to so škorni, jaz imam škorne, na pravcu imaš priklopljeno noter ti fila zrak, je pumpa in ta zrak te stiska, nastaviš na določeno jakost, te lahko orang stisne, čutiš in potem počasi popušča v različnih ritmah, kakor si nastaviš program in spet stiska, popušča, stiska in ja, prijetno, no, za noge, za mišice, nekako se počutijo lažje. Dejansko hočeš reči, je učinek ali je samo psihološki placebo? Pa ne vem, lahko je pa placebo, pa ne vem. Jaz mislim, da delam. Pa še feeling je dober. Gledaš film ali pa na telefonu, pa narediš zraven nekaj dobrega za noge. Regeneracijski, okej, v redu. Pišem, jaz si zapisujem, zdaj boš samo še povedal, katere vrste fižol ješ, pa kakšne zrezke, ne hecam se, ampak ali si pri prehrani, gleda to, da si nehal piti pivo, pa piješ samo kavice, kaj pa prehrana, kaj konzumira Primož Piškur? Drugače se ne merkam prav preveč, jem vse, skoraj vse, no. Drugače, samo mi pazim majčkeno kdaj jem pred tekmo, kdaj pred treningom, 2 do 3 ure prej ne, mislim prej, ja, 2 do 3 ure prej, da je pred tekmo, recimo, po tekmi, kakšni močni to, seveda pa še junk food, jaz pa tudi rad pico, to, da če jo tudi po pic, jo kdaj jo za malce odkole, najmo 11 malce, pa jemo 3, pol 4 odlaufati, namen pica nekaj, se mi zdi, da še bolj trening, nekaj mi da. Tako da, ne vem, odvisen od posameznika. Jaz nekako poslušam sebe, kar mi paše, vse telo pove, kaj ti paše, tudi pri čokoladi, tako rad imam čokolado. Točno veš, ne vem, zdaj pa res sede čokolada, ne vem, telo jo hoče, ali jo glava hoče, ne vem. Vzameš 2 končka, 3 končke, paše, probaš še enega, okej, zdaj pa veš, zdaj pa dost, ampak pa zmeraj še 2 vrstice vzameš, pa veš, da glih preveč ni bilo, tako da, ja, se poslušaš, pa se pa ne, ko veš, da je bilo preveč, ampak če je dobro, tako nekako, no. Kaj pa nam še ostane kot male radosti, v življenju, če smo že pri tem, pa živimo v najlepših koncih na svetu, saj jaz zadnje leta malo več hodim po svetu, pa potem vsakič raje pridem nazaj domov, ker dajemo vse skupaj na tehtnico več. In kvaliteta življenja v Sloveniji, kljub vsemu, zaradi česar bi lahko, bom rekel, se pritoževali, na koncu, od tehta, sama narava pa okolje, vse skupaj, ne vem, kako ti gledaš na to, ampak Slovenijo se tudi že preteku, zdaj pa potrelal in tako naprej. Kako ti gledaš, rekel, na ta, rekel, domači kraj, domačo deželo? Jaz sem res vesel, da takih koncah živim. Res, prej jaz sem drugač dvorsko vas doma, se rodil, pa na podraščal. Pa sem se mogel privaditi, prideš drugam, vse drugače. Pa jaz nisem nič spoznal potk pa to, pa če sem začel teči, sem videl, kaj to vse je res
nam izviri, slapovi, razgledi lepi, kje je fajn polet, kje je fajn po zimi, vse, mislim, res narava, wow. Tako nekako se pravi, moraš se ustaviti, jo pogledati, začutiti, ne da skozi njo greš, da greš kar tako fjakarsko. Tako da ja, jaz sem vesel, da sem tukaj doma, ja, zelo. Pa probam otrokom to naprej prenašati, pa kazati, čeprav včasih pravijo, mati, kva ti filozofiraš, kva ti govoriš, vse kar neki. Ampak, Ja. ja, čez 20 let. Ja, Kaj pa bojo odnesel, tudi jaz sem. definitivno. Ja, pa sem govoril, da nam, pa da je njih, pa zmeraj je tako. Zmeraj je tako, ja. Ja, upaš, da sam dobre stvari, ali pa čim več dobrih, ampak nekaj se jih sigurno prime. Ja, posebej to, kar jim ti daješ, ne? Če jim razlagaš naravo, če jih vodiš v naravo, če jih vodiš v hribe, če jim poveš, kaj je bistvo življenja, ne? Si naredil, mi zdi svoje. Sicer pa itak največ narediš s svojim zgledom. Ja, res je. Ja, verjamem, da je pa odličen. No, tudi če te kdaj kakšne pol urce dlje ni, ne? Pač nisi v gostilni, ampak si šel gor nad Ukanc puno kronco še, ne, pač. Se tudi ta mala dva oba tečeta, tudi športa. Mene vidita pa na tekme, ki je ful dobro, ko me otroške tekme, sta oba. Super, Pa jih ne stilam, vprašam, a gresta, ja, ne. Če ja, če ne. Mislim, jaz sem vesel, res, Bravo. da jih tako vidim, ja. Ja, boljšega si že skoraj ne moreš želeti, no, ne? Tako da ne ostane tako, Primož, urco pa pol sva takole, pa sem mačkrat sva začela čvekati. Mogoče veš, da te vprašal, ne koliko imaš vseh zmag, pa lovorik doma, pa na kolikih tekmah si bil, ampak a veš, koliko imaš kronc na stravi? Okoli 100 nekako, po moje, ja, pogledam sem pa kaj, ja, ker se kakšno še zacahnem, če bom kakšen trening, mi da malo energije, no, če lahko dosežem, pa pridem nek zraven. 127, če sem prav preštel 2 dni nazaj, ja, oziroma kar sem na stravi pogledal, kar je, ok, čakam zdaj junaka, ki jih ima več v Sloveniji, ja, da se kdo je 127 kronc na stravi, ima Primož Piškur in naj se javi tisti, ki jih ima več kot 127. Sigurno, ok, ti kdaj na mail ali kam preleti tisto obvestilo, da te je kdo kronco vzel, a to sploh prihaja, ker ti noben kronco? Ja. Pride, ja, kdaj sem pa kaj, ja. Mislim, sam, vsej, kakšni te kronce, to so, kakšno greš čistko, mislim, dosti je teh neplanirano, pa je kar kronca, kakšen nov segment, pa reš čez, en gre res počas, rekreativno, ti greš pa čez, malo hitrej, pa je že tvoje. Potem pa tako kronco po en spet vzame, pa gledaš, kaj je zdaj za ena, pa ja, ni tisto, ki sem jo res našponil. To ni možen. Ali se sem pelal, vse se ne more. Ja, pa mora biti kakšen tudi to počne, kaj pa veš. Sliši se marsikaj, ampak dajmo reči, ta pravi tekači, tisti, ki dajo kaj na to, na žlahtnost tega športa, tega pač ne počnejo, kronca gor ali pa dol. Ja, 127 je lepa, ja. Jaz mislim, da mene 3 ali pa 4, eno sem vzel enkrat Aleš v Debeljaku in sem bil tako ponosen. In mislim, da sem imel 2 dni. To je pa kronca na zelo kratkem segmentu, on je delal 25-kilometrski trening, jaz pa 3,5. In sem tam vmes vzel kronco, in tako čez 2 dni kasneje mi je vzel nazaj, ampak vsem sem se dobro počutil tiste 2 dni, ja, da sem vzel Alešu Debeljaku kronco. Šel sem staviti s kolegom Alešom Ugovškom, da bom vzel eno kronco, ali pa da bo on vzel eno kronco, kdor bo prvi, Luku Kovačiču, pa nama še ni uspelo, jasno, ker ne obstajajo segmenti, ker bomo lahko, če se pelem z električno skirico, ki jo pa žal nimam, tako da to ne bo šlo, Primožu Piškurju tudi ne bom vzel, čeprav jih je 127, pa če bi šel vse segmente pogledati, pa najdu enega, ki si ga spotoma dobil, ja. Sigurno, ni problema. Pa nič nam zameril. A ste slišali tam zunaj? Jaz letos nisem šel v formi, če kdo je,
pa če vzame kakšno kronco Primožu Piškurju, ne bo zameril, a ne, bo na Jaz bi, tek. jaz z veseljem vidim, da prišel en močen gor stekač sem, pa mi dal Izziv. eno močno moj rezultat na kakšen hrib, pa da vzame, pa da vidim, se vem, da se da še, ampak še se da, zdajmo pa probali, pa trenirati, pa mora biti to neka motivacija dodatna in tukaj z veseljem, kdor hoče naj pride. Kakšen naj pride na BRT? Če so že pri BRT, ne, ja, govorila sem že o njem. Jaz sem takrat, ko smo ta segment ven dali, pa naredili virtualno dirko, najprej obelodanil, da prvemu, ki bo šel pod uro pa pol, dam toliko kremšnit, kolikor minut bo šel pod to znamko, no pa je prišel iz prve, že omenil Aleš Debeljak, šel uro 13 in mislim, da sem jih teh 17 kremšnit še kar dolžan, Aleš dobil in boš, ja. No, ampak potem je pa prišel Primož Piškur na ugledno dirko, ja, si pogledal par stvari in odtekel potem zelo kmalu, potem uro 12, ne, kar je bilo pa še bolj vesoljsko. Potem je prišel Marjan Zupančič, ne, ja, pa rekel to. Uro 15 samo prej, uro 15:35. No, pol. Poj pa prišel Marjan, ja, samo jaz pokazal. Marjan je prišel z uro 12, se mi zdi, pa Jani Mulej tudi, no. Ja. No, in končno, ne, je pred kratkim, jaz sem bil nekje v tujini, se mi zdi, spet na enem maratonu smo bili, ko me opozori, ne vem kdo in kaj na Stravi, da jaz tisto odprem, pa vidim, da kronca je spet v rokah Primoža Piškurja, 1:10:59, fantje, požarite se, eho, prišel je nazaj kralj BRT-ja. Zaenkrat. Jaz nisem spravil v najboljši formi te zadeve pod uro v pol. Zmeraj sem rekel, kdor gre po 2 urama je zelo hiter, pa kar sem jaz tisto odlaufal, se mi zdelo neverjetno, kako bi lahko v uri pa 10 to naredil. Ne vem, kakšen spustaš moraš biti, kakšen hribovc. Daj mi povej malo o tem poskusu. Je bil to namenski poskus, da boš vzel to kronco ali kako? To je bilo planiranje, sam dolg planiran. 2 leti nisem skoraj šel na to. Ni bilo nekako cajta, pa tisti del je bilo treba paziti, ki je moker, se pravi od bukve dol. Od bukve spust malo ta piskalce, potem pa tisto mokrišče, tako. Ja, da mirkaš, da ni, da nekako, poj turiste moraš paziti, ni glih vsak dan, oziroma veliko dni v letu ni, ko prišel to, kar imaš gužvo, so razgledni punkti. Pa je bilo pa tako, ne vem, jaz sem si drugače dopust vzel prav v petek. Par dni prej je bilo suho, mislim, kar en cajt, 14 dni prej je bilo suho, pa sem pa rekel, nič petek, zdaj pa cajt pismo. Sem rekel, zdaj pa gremo, v 8 zjutraj sem šel, je bo glih ta prav cajt, temperatura, vse je bilo res v nulo, mora biti 2-3 stopinje preveč, namo zdaj lahko cepali, ampak bilo je to. Jaz sem si naštimal prejšnji dan, 2 dni prej sem si naštimal na 2 konca vodo, zaradi tega, če bom rabil, če ne letel min, sem se obakrat ustavil. Mislim, meni je šlo vse super do straže, vse super, na vseh pustah, do straže, vzpon. Tam je pa tam je bilo pa kar malo, sem se vlekel gor, to bo ratala, ne, pa zgoraj, pridem gor na vrh, okoli uro 5 je bilo, gor že, pa nič, grem jaz napohkan, bo kar bo, dajmo vse, pa če se polomam zdaj. In res, pridem se prav, to je bilo v 6 minutah, sem jaz prišel iz vrha straže, ki konc, ki začne spust, do dol, do srčka, do jezera, tiste je bilo, sploh ne vem, ko je šlo, tiste nas spomnim, jaz tiste šel samo. Sem je še Boris Ivanovič vprašal, kako te spuste na Stravi tam, ko jih naredim, sem rekel, pač riskiraš določene procente, pa greš. Mene nekaj ta tek pomenil, pa tako, pa še soseda sem premagal. Ja, no, zdaj so začeli vsi potem študirati, kako pa. Smo se pogovarjali, da bo šel po 1:11, no pa 1:11. Vse, če nagreste, ker zdaj 1:10:59 znamka, ja.
To se da, očita, da se da. Kako pa misliš, no, ti kot poznavalec BRT-ja, kot rekorder BRT-ja, če bi naredili pa dirko, kar mogoče enkrat nekoč dobimo kakšno dovoljenje iz višjih inštanc, pa če bi naredili dirko, pa bi se res udarili, ajde, rekel, še par hudih mačkov slovenskega traila, gorskega teka in tako naprej. Kaj bi se, kako blizu 1 uri bi se dal približati na tej progi? To je pa 1 ura. Ne vem, uro 8, uro 7, kaj misliš, da bi se dal narediti? Ja, tlih tam nekaj se rekel, mora biti, ja. Sam bolj to morajo prej poznati, glede teh spustov, to ni kar... Na pamet, ja, tako. Ja, ne vem, no, mislim, uro 8, ja, nekako uro 8 sem ti že kar hudo. Jaz ne vem, kje sem itak se da klance močneje teči, vse. Jaz vem, da sem na stražo gor zgubil nekaj, to mi je sam, bo pa na spustah težko. Kdorkoli bo probal to, se bo mogel fejst pomatrati, no. Ne bom benemu lahko. Ja, moj kolega Uroš Kralj je dejal enkrat za vse stranske tekače, ki je recimo vajen malo trailov, pa tudi ceste, je BRT primerljiv s časom na cesti na 21 km. In jaz lahko potrdim, da je temu res tako. Evo, da sem v najboljši formi na cesti odtekel, ne vem, uro 32, pa potem na BRT-ju tudi nekaj podobnega. No. Zdaj, evo, ti si rekel, da si imaš še malo rezerve, pa prej si gor ura 10, tako da lej. Ja, majčkan je, ja, sem dal v bistvu klekar. Vse, kar sem v danem trenutku, tako da, to je bilo to. Pa ne, jaz sem bil tako vesel, meni se je kar smejal tam. To dopust sem izkoristil, koliko je treba, a veš, da bil fraj, pa ne pratel. Ja. Jaz sem bil tudi vesel, ja, mislim, da sem v Lizboni nekje, smo se pod 33 stopinjah šetkali po mestu, ko sem tiščekiral, sem rekel, no, evo. Zdaj pa moram. Tebe moram zacahnati, da vidiš, ko je to. To je to, ne, in to se je rekel, Piškur mi bo povedal iz prve roke in sem zelo vesel. Ja, Primož, ja, če bomo kdaj organizirali to dirko, ja, boš... Ja, lepo bi bila. Ja, boš lahko streljal. Ne, hecam se, ti boš tekmoval kao streljanje, ne drugi. Ja, tam na štartu. To bi bila lepa dirka. Lepa dirka, pustimo jo za prihodnost. Primož, jaz sem izjemno veliko novih stvari se naučil z tega najnega pogovora, užival sem v tej debati. Hvala za, rekel, tvojo iskrenost, za tvojo neposrednost, za tvoje, rekel, življenjske lekcije, tvojo odprtost na vse zadnje. Mislim, da so poslušalke, gledalke in poslušalci, gledalci tam zunaj delijo moje mnenje, no, in da bodo si tole epizodo zavrteli, pogledali, poslušali do konca. Res, hvala, da si se odzval v Bilu, pa da sva sredi polarne zime rekla kakšno tekaško in življenjsko. Ja, hvala Marko za povabil, pa upam, da okjer, tudi če ima kakšne take težave, zdaj loži tega spregovoru. Pa tudi mene lahko je vprašal, sej sem odprt, se lahko zgovarjam, rad poslušam, rad kaj povem. Izvrstno. Izvrstno, bom, spoštovana publika, spodaj dal tudi linke, ja, da boste prišli do Primoža, ja, spremljajte ga tudi na trailih, pocukajte ga za rokav, če ga boste srečali, letos ga boste marsikje. Takrat pa, spoštovani in spoštovane, dragi Primož, ja, kaj ne rečem, ne? Na čim več škronc, na dobro sezono, ostani mi zdrav in klen, Bohinc, pa upam, da se kmalu srečava tam zunaj spet. Ja, jaz upam, da se kmalu vidimo, kakšno rečemo, itak, s kjerom okoli, tako da z veseljem. Hvala za povabil, Marko. Lep večer. Hvala vsem za poslušanje. Hvala ti. Ajde, živjo. Čau.